Žoga je okrogla. Španija in Argentina sta v finalu svetovnega prvenstva, na mundialih bosta igrali šele drugič, prvič po natanko 60 letih. Tudi po 60 letih naslova tako ne bo osvojila Anglija, ki bo 3. mesto lovila proti Franciji. V podkastu Žoga je okrogla spremljamo zadnjo fazo svetovnega prvenstva, danes pa je z nami novinar, publicist, vojni poročevalec, nekdo, ki zelo podrobno opazuje in razlaga svet okoli nas in kar sploh ni zanemarljivo, zaljubljenec v nogomet Boštjan Videmšek. Boštjan, lepo pozdravljen v našem studiu. Lep pozdrav. Z nami sta tudi še en Boštjan Janežič. Dober dan. Marko Cirman. Živijo. Jaz pa sem Jože Pepevnik. Pa začnimo. Prvi polčas. Kakšna mirnost Španije, kakšna nemoč Francije, kakšna mentalna trdnost Argentine in kakšen kolaps po vodstvu Anglije. Boštjan, kaj je zate izstopalo v torkovem oziroma sredinem večeru v teh dveh zelo markantnih polfinalnih tekmah? Torek, masterclass Danija Olma in neverjetna uigranost Španije, izjemna kolektivna igra, premišljen vsak taktičen in tehničen korak. Tako poezija, bi rekel, balet s smislom in tudi z izjemno fiziko. Na drugi strani Francija brez načrta B, kar seveda vodi direkt preko rokavskega priliva in podobo, ki smo jo videli včeraj. Največji šok tega polfinala je angleški taktičen samomor. Jaz mislim, tako ne vem, spremljam nogomet točno 41 let, bi rekel resno, če ne več. In večje trenerske norosti še nisem videl, kar se je zgodilo včeraj. Ta podatek, da je Anglija imela 12% posest žoge po tem, ko je dala gol, verjetno pove vse. Pogovarjali smo se pred začetkom, da je bilo 7 dotikov, angleških dotikov v 16-metrskem prostoru. Ja. Mislim, to je bil eden najbolj zasluženih porazov v polfinalih, ki smo ga videli na velikih tekmovanjih. Pričakoval sem veliko več od angleškega selektorja kot to. Zdi se mi tudi v trenutku, 2-3 minute po tem, ko so Angleži povedali, je bil na njihovih obrazih že viden tak gigantski angst. Tako golmano strah pred 11 metrov v resnici. Res totalno so se posralo hlače. In od, bi rekel, 3 levov pred kozo, tega vse ne bi, ne glede na to, da je bila pred 3 levi koza, si tega nikakor ne bi pričakoval. In velika argentinska samozavest, brez kakršnega koli dvoma v lastne sposobnosti, čeprav so te, vsi zelo dobro vemo, nogometno malce omejene, pač brez laserja v starih nogah, pač je ta ekipa mrtva. Ampak, bože mili, to je kakšen spektakel, kakšna strast in kakšni nogometni paradoksi. Mislim, da včerajšnja tekma je roman sam po sebi. V tej tekmi se bo govorilo več, po moje, kot v vseh drugih tekmah na tem svetovnem prvenstvu. Francija, Španija je sicer bilo označeno za finale pred finalom, ampak ta drugi polfinale sinočni, če gremo najprej sem, je bil bolj zapomljiv iz vseh teh razlogov, ki jih je Boštjan navedel. Vse najpomembneje se je zgodilo, tako kot leta 1986 na Azteki v drugem polčasu, tokrat manj kontroverzno, manj sporno, a nič manj zgodovinsko. Boštjan, Argentini se je na tem prvenstvu marsikaj očitalo, a sinoči pa je od prejetega gola naprej zares blestela. Ja, če nadaljujem tudi ob njihovi nepopolni kakovosti, Argentinci verjamejo vase, niso prvič na tem prvenstvu se nekako izvlekli iz primeža. Podobno je bilo proti Egiptu v tisti bolj zapomljivi izločilni tekmi, ne dvomijo vase. Scaloni je bil precej bolj pripravljen na tekmeca kot pa Tuchel. On je dobro menjal, stopnjeval ritem igri, pozabil je Tuchel na kakšnega vezista za posest žoge, ampak potem, ko je pa Scaloni menjal, ko so prišli notri nekako v narekovajih pitbulli, De Paul, Montiel, Otamendi, to pa je bilo vse nekako, čeprav so tekmo že kar agresivno in čvrsto začeli, vse za zaščito in za zapiranje prostora v obrambi za Mesijem.
Za intermezzo si, prosim vse skupaj za potrpljenje, privoščimo tale radijski izrez argentinskega radija Cadena 3, kjer je komentator tako pospremil zmagoviti gol Lautara Martineza v 2. minuti sodniškega dodatka. Pelota de Messi, viene Messi, encara Messi, viene Messi, centro de Messi, gol! 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 Ja, in tako gol v nedogled. Poslušal sem celoten posnetek in mislim, da v dveh minutah in pol nismo izvedeli ali pa niso izvedeli poslušalci tega argentinskega radija, kdo je dejansko zadev. Marko, to, kar sta omenila oba Boštjana, zdi se mi, da Argentina tudi po prejetem zadetku v 55 minuti, čeprav je lovila zaostanek, ni bezljala, morala je hiteti, ni pa izgubila glave v tem hitenju in da je bilo celo v prvem polčasu ali pa do prvega zadetka več tega, kot bi Angleži rekli, gamesmanshipa, več teh nekih provokacij, izgubljenega časa v tem pogledu. Ja, Argentinci niso smeli po prejetem zadetku izgubljati glave v smislu prekrškov in ustavljene igre, morali so nekako vzpostaviti svoj ritem. To jim je uspelo, Tuchel jim je naredil veliko uslugo, Scaloni pa je naredil šahmat potezo s tem, ko je Messija dal na desno stran, o tem so razpredali tudi mediji po tekmi, da je potem Messi lahko razigraval in to je pilo vodo. Angleži pa, tako kot so pristopili k svetovnemu prvenstvu, spet ostali brez lovorike. Včeraj sem v skupino napisal, da so že 12. junija postali svetovni prvaki. Po osmini finala se sliši pesem It's Coming Home, to je absolutno spet več škode naredilo kot koristi njihovim igralcem. Je pa res, da še nekaj, Tuchel, ko je zamenjal igralce, ko je pošiljal branilca za branilce v igro, to so videli tudi ostali angleški nogometaši na igrišču in ko ti vidiš, da pošilja trener obrambne igralce v polje, imaš v podzavesti, to pomeni, to je sporočilo, branimo se, zdaj pa ne bom več tako samozavesten na žogi, ker zdaj pa naš cilj samo še branjenje. Ves čas je Tuchel pošiljal ta sporočila na igrišče svojim fantom, čeprav jaz vem, da si je v dobri veri želel zapreti tekmo in počakati vsaj do podaljška ali pa da bi zadržal 1-0, ampak tako nizek blok, tako prehitro enostavno ni mogel zdržati. No, res, jaz sem bil prepričan včeraj, res pa nisem na nobeni strani bil tako zelo, ampak sem bil prepričan, da ena žoga bo padla noter, ker enostavno preblizu so jih spuščali. No. Lionel Messi ni dosegel gola, še na drugi tekmi zapored na svetovnem prvenstvu ni dosegel gola, kar je res skoraj da neverjetno glede na njegov... V strelski krizi je. Ja, v strelski krizi je. Je pa prispeval 2 podaji, tista prva z levo nogo, ampak druga z desno pa je bila res izjemna. V najvišjo možno angleško obrambno vrsto je poslal podajo z desno nogo, ki je našla gotovo ne najvišjega Lautara Martineza. In res je pokazal, da je pri 39 letih ob vseh teh izjemnih nogometaših, ostalih 21 na igrišču v tistem trenutku, še vedno nekako, ko vklopi motorje, razred zase. Pri razumevanju, pri tehničnem znanju. Ko podaš svojo močno nogo, si praktično še bolj zbran, še bolj natančen in še bolj prefinjeno želiš udariti, ker se po eni strani podzavestno bojiš, da bi zgrešil žogo. Nisi tako sproščen, komforten v glavi kot svojo nogo in to se je videlo pri tej podaji Messija, kako je spodkopal in ravno toliko nad Pickford oziroma mimo branilcev je šla ta žoga res na pladen in to je tisto, kar sem govoril, preblizu so jih spustili. Boštjan, en moment pri tej argentinski reprezentanci mi je izjemen na tem svetovnem prvenstvu. Veliko se je govorilo o tem, da je to ekipa, ki zares rada igra z in za svojega kapetana, ampak ta res se mi zdi, da neki tribalističen trenutek, ko se doseže zadetek in so vsi, gol je dosegel Lautaro Martinez, vsi so stekli v objem Lionelu Messiju, tudi v slačilnici pojejo pesmi o Lionelu Messiju, to je, mislim, da tudi Chicago Bullsi niso za Michaela Jordana tako zelo igrali zanj, kot ta Argentina igra za Messija. To je, lepo si premenskost omenil, to je neke vrste
religiozen moment, čaščenje v realnem času. Ne? In redko kdaj imaš možnost imeti stik z božanstvom v živo. Tukaj imamo pa bi rekel trenerja in glavnega igralca, ki sta bila nekoč soigralca. To je obdobje, ki traja že 20 let in v resnici še več, vključujoč prijateljske tekme. In ta reprezentanca je rasla in ima neverjetno kontinuiteto. Ko pogledaš reprezentanco leta 2014 recimo in zdaj še vedno vidiš eno vrsto podobnih imen, mogoče če bi naredili nek prerez, to zdaj v resnici govorim na pamet, ne vem, katera reprezentanca je ohranila tako kontinuiteto, mogoče samo Argentina v raznih 10-12 letih. In to je izrazito videti še več. Rekel bi, da v bistvu je Argentina edina reprezentanca na tem prvenstvu, pogojno Španija, ki ima tudi neke vrste klubsko mentaliteto. Tako dobro se poznajo, tako dobro so uigrani, da v njej vrsta avtomatizmov. Glavni avtomatizem sam po sebi je pa seveda Lionel Messi in razen desne noge. Točno to. To je bil takih pasov od njega, ki ni bil navaden. To je bil trenutek zlate noge. Ne? In ne pozabimo, da je imel tudi vrhunsko še eno lasersko asistenco pri eni od McAllisterjevih stativ, ne? Da sta v drugem polčasu še dve mrtve šanse in to v bistvu je od Gordonovega gola naprej igrala samo ena ekipa. Ne? In to je bil karakter. Ne? V bistvu je skoraj ta reprezentanca je radikalno fizična, na drugi strani pa tudi izjemno metafizična. In to je dela tako veliko. Ne? Je pa vendarle zmagala proti Angliji včeraj nekako na igrišču, v nogometni igri. Da, borbenost, nepopustljivost, vse to, kar smo omenjali. Ampak na koncu tudi skozi zadnjih 30 minut biti tako dober, suveren, prepričljiv na žogi je kakovost vrhunskih reprezentanc. Je zmagala z igro Argentina, ampak je takoj že v prvi minuti pokazala, v katero smer bo šla tekma. Takoj so preizkusili, kako bo sodnik, kakšen kriterij bo imel na tej tekmi. Takoj Srborito, dobro postavljena taktika. Scaloni je nadigral Tuchla. Ne vem, če je Tuchel sploh svoje varovance opozoril izbrance na morebitnost argentinskega presinga, čvrstosti, tudi na meji prekrškov in podobno, ampak z igro so potem prišli, bili so precej boljši, kot je prej Boštjan že omenil, da so imeli 12% posest takrat v pol ure igre po Gordonovem golu, takrat so igrali samo oni in bilo je še nekaj priložnosti, Messi je poslal še nekaj predložkov pred vratom. Anglija po 2 izgubljenih finalih Evropskega prvenstva, spet skoraj finalistka mundiala. Rdeča nit, ki se vleče, je, da Anglija je povedla v polfinalu proti Hrvaški, Anglija je povedla v polfinalu proti Angliji, Anglija je povedla v finalu Evropskega prvenstva proti Italiji na Wembleyju in Anglija je izenačila, kar pa ni zanemarljivo, v finalu zadnjega Evropskega prvenstva proti Španiji in vedno po danem golu je stopila nazaj in se podzavestno podredila nasprotniku. To je, mislim, da že vzorec. Ne? To je stvar, ki jo bo treba odpraviti v angleški reprezentanci, kot da bi se ustrašili uspeha. In to je to, ko dobivaš ti 4 desetletja klofute po glavi, potem nimaš šampionskega razmišljanja in šampionskega razmišljanja v tem trenutku v angleški reprezentanci ni. Pustimo to navidezno, navijaško oholost, ampak enostavno vidi se, da je Anglija v nekem krču tega čakanja, neke velike lovorike. Mislim, da ko bo prišla, če jo bomo mi doživeli, da bo potem vse skupaj lažje in da se bo potem morda zgodilo tudi kaj podobnega kot Španiji, ta zlata generacija ali pa Argentini, no, da bi vendarle. Mislim, da potrebuje en tak trofejni boost angleška reprezentanca, ampak moraš priti do te trofeje, moraš si jo znati vzeti, to pa si niso znali, ne. Mogoče je samo ena podrobnost. Ne? Če se ne motim, včerajšnji Gordonov gol, prvi gol igralca iz Premier lige na celem prvenstvu znotraj angleške ekipe. Okay. Vsi ostali angleški goli so bili z igralci, ki igrajo v Dvini. Bellingham in Kane tako, in pa še nekdo je dal. Ja. In to se mi zdi ni nepomemben podatek. Ne? Zato, ker angleški igralci večinoma, dobro, Declan Rice pogojno, ki pa je na tem prvenstvu igral na 4% Arsenala obsedenec in
pač, ne, se mi človek smilil na tem prvenstvu. Vem, kaj zmore, tukaj ga ni bilo. Poglejmo, kaj se je zgodilo s Salibo. Arsenalovi igralci seveda so bili zelo, zelo pogosto vključeni v uspešnih reprezentancah, ampak velik del je izčrpan do obisti. Ne. Hočem reči, razen Kejna, ki pa je trofejno dobar na največji loser v nogometni zgodovini, ne, to ni reprezentanca velikih zmagovalcev, je v bistvu reprezentanca podizvajalcev. Ne, in to se še kako vidi na terenu. Ne, ko si ti soočen, tako kot pa rekel Boštjan, z argentinskimi pitbulli, ne, je to skoro, da bi imel dve različni živalski vrsti soočeni. Ne, to ne gre za isti tip bivanja. Ne. Energija je popolnoma drugačna in strah pred popolno neustrašnostjo nima nobene možnosti. To so pa uličari, ne, te Argentinci. Oni pa imajo nož v zobeh. Dober komentar sem včeraj na internetu pravil, da vsi razen Lionela Messija izgledajo, kot bi prišli iz, ne vem, Medellina, iz kakšnega narkokartela. Ja, to je to in to jih dela močne. Ne? Oni se že praktično od otroštva borijo za nekaj. Ne? Borijo se za preživetje, borijo se za obstoj med najstniki v svojem okolju, v svoji družbi. Ves čas potem greš v klub, se boriš za to, da boš v prvi postavi in oni imajo to sliko v glavi, kako bodo igrali v Evropi. Ko sem bil v Argentini, se spomnim, to je nekaj največjega, kar se ti lahko zgodi, da greš potem iz rodne Argentine igrati v Evropo in to je tisto, kar oni se zavedajo, kako so prišli do sem in imajo te njihove vzorce borbenosti, na drugi strani pa Angleži iz precej bolj laboratorijskega okolja, kjer je nekako vse poštimano že od malih nog, od prehrane do treningov, izobrazbe, vse. In potem se v takšnih ključnih trenutkih mora ta karakter Fakina nekje poznati. Ne? In tu se Argentincem je zelo poznano. Nekje grešijo Angleži v tej najmočnejši ligi, so nosilci v klubih v večini tujci. Tukaj je bilo malo prevzemanja z izjemo omenjenih nogometašev, ki imajo za seboj težko sezono in zveza nekako ne ustvarja ob vsej tej donosnosti oziroma liga, da bi imela od tega tudi kaj reprezentanca. Kot preomenjeno, ravno Bellingham in Kane igrata v tujini, drugačno dokazovanje Saka, ampak naj ne bom krivičen do njega, pa še ni imel nobenega pravega dokazovanja, razen ko mu je bilo na evropskem prvenstvu hudo, potem po porazu proti Špancem, ampak prevzemanje odgovornosti, zaviti v vato, to je precej teže kot pri Argentincih. Verjetno bo Angležem tudi težko v tekmi za 3. mesto proti Francozom. Še manjši dodatek. Argentinci imajo neskončno visok bolečinski prak in na trenutke se zdi, ne, da je to nekaj izrazito sadomazohističnega, tako celo autoerotičnega v tem, kar pristopajo. Bolj dobijo poljubno ustavi, bolj se razpizdijo. Ne? In včeraj, in še da lahko omenjamo tukaj tudi Egipta, ne? Kakšna vele sila je udarila iz teles, uma in vsega, kar so v trenutku, ko je izgledalo, da so odpisani. Ne? Čigavi so zdaj ti Falklandski otoki? Malvinas. Finale v New Yorku oziroma New Jerseyju bo torej šele drugo srečanje Španije in Argentine na svetovnih prvenstvih, prvo leta 1966. Španija pa je bila Markov torek videti izjemno, sploh potem, ko je prva zadela, se mi zdi, da bi tudi to znal biti ključ v finalni tekmi, kdo bo prvi dosegel zadetek. In zadela je iz 2 strelov v okvir gola. Bila je nespektakularna, spet fantastična, res predstava za taktične učbenike, predvsem v igri brez žoge, da ti tako zajeziš francosko vrsto, ki se je praktično sprehodila do tega polfinala, nekaj izjemnega. Ne vem, težko bi izbral v tem trenutku koga španske reprezentance, ki mi je padel v oči. Mogoče Olmo na tej tekmi, pa Kukurelja tudi na tej tekmi nasplošno, pa
so oni res en tak skupek igralcev, ki nihče v narekovajih ne štrli tako navzven kot v nekaterih drugih reprezentancah, kot recimo Messi v Argentini ali pa Kane v Angliji, in so res ena fantastična celota. Se pa vidi, ne, da je to sistem. Kogarkoli De La Fuente pokliče v reprezentanco, pa je nov, mu je vse jasno, ker Španija igra tako že od U8, U10. Španija ne zna igrati drugače in to je ta sistem, ki zdaj žanjejo sadove tega sistema, postavljenega po tistih kriznih časih, koncih 90-ih. In to je, on je avtor ravno tega sistema. Francozi so če tudi bi imeli plan B pri tej umerjeni posesti, natančne in hitre podaje, je težko igrati proti Špancom. Francozi sploh niso prišli do žoge, pa čeprav so razmišljali, De La Fuente pa tako ali tako razmišlja, da je v njegovo moštvu najboljši tisti, ki najmanj potrebuje žogo. Meni se zdi zelo zanimiv štoperski par Španije. Na eni strani je mladi Pau Cubarsí, 19 let je dopolnil januarja, na drugi strani pa izkušeni Aymeric Laporte, ki je po eni strani, lahko bi ljudje rekli, že šel čez zenit svoje kariere, zdaj igra za Athletic Bilbao in se mi zdi, da je tu našel v tem katalonsko-baskovskem dvojcu eno mirnost. Španski selektor De La Fuente, dva nogometaša, ki morda nista toliko izpostavljena. Argentina se še naprej rešuje iz težav, Španija jih uspešno preprečuje, finale pa se zdi, Boštjan, morda kot nek ultimativen spopad vsega tega, ne, zanosa in borbenosti in navdiha Argentine in čistega kolektiva Španije na drugi strani. Izjemno nepredvidljiva tekma. Ne, od tekmi bo, tako upam si napovedati, da bo padel samo en gol. No. Ne, ta Španija ne zna in ne prejemati golov na poceni način, ne, za razliko od vseh dosedanjih argentinskih tekmecev. Ne. In je veliko bolj premišljena in je fantastično vodena, izračunana, natančna in na trenutke algoritmična. Ne, algoritem je nekaj izrazito škodljivega, če je na drugi strani navdih, sila in tako naprej. Ne. V bistvu Španija na trenutke deluje kot AI ekipa. Ne. In to je po mojem smrtonosno za Argentino. In ko se je Anglija zaprla, ne, predvidevamo recimo, da Španija zadane prva, ne, špansko zaprtje bo izgledalo nekaj drugega. Ne. Angleško zaprtje se je spremenilo v drisko. Ne. Špansko zaprtje bo imelo v vsakem primeru strukturo, ne, ker bo ostalo na žogi, ne bo bunkersko. Ne bo... Angleži so popili donut. Do not. Do not. Morda bo to tekma, čeprav Španija ni Barcelona, kot bi gledali tekmo Barcelona-Atletico, ki Atletico pa je nekako argentinska ekspozitura. Je francoski izpad v polfinalu, ker smo Francoze toliko omenjali na dolgo in široko na tem svetovnem prvenstvu, vsaj takšno razočaranje kot brazilski izpad v osmini finala ali nemški v 16. finala, ker smo jih pa res vsi videli v finalu? Večje razočaranje teh Brazilcev, te reprezentance, ni mi to tista taka... Že, ampak govorimo o nivoju, seveda, izločilnih bojev. Razočaranje se od razočaranja razlikuje. Na takšen način, kot je izpadla Francija, je to veliko razočaranje. Tako brez zoba, tako brez zobo, kot je izpadla, je to veliko razočaranje. Spomni me ta francoski izpad na izpad, naprimer, izjemne, posamično izjemne, morda celo kolektivno manj izstopajoče Brazilije 2006 proti Franciji v Nemčiji, ne, ko je Zinedine Zidane odigral sjajno tekmo in je tudi bila Brazilija brez zoba z vsemi temi imeni, ki jih je imela spredaj. In se mi zdi, da je ta Francija... Da je pravi trenutek, no, za tudi selektorsko menjavo in kot kaže naj bi Zinedine Zidane privzel. Vem, da ti je zelo ljub Zinedine Zidane. Ja, ta ekipa ima marsikaj, kar bi lahko veliki oče nekaterih igralcev ideološki, ne, po načinu njihove igre oblikoval. Ne. Ampak jaz nimam glih velikega zaupanja v Zizujevo trenersko veščino. No. Ne, se mi zdi, da ta ekipa potrebuje De La Fuentovski prestop. Ne, v bistvu potrebuje strukturo, ki pa nima. Ne. Igrali po navdihu, bodimo iskreni, do Špancev, sploh ni bilo potrebno igrati resnega nogometa. Ne, v bistvu je to izgledalo tako, kot pač šolska ekipa s tremi znanci, ki igra s 4. razredom.
S 3 napadalci iz 8. razreda. Tako, ne, ki so že člani tudi mlajših reprezentančnih selekcij. Ne, to je tako, pa Francija niti ni bila preizkušena do polfinala, ne, in mogoče jo je tudi to udarilo po glavi, ne, vse ostale reprezentance so dale zelo velik čez, po finalisti, velik batin so prejeli, ne, so mogli kreirati, zato me tako Tuchlova norost včeraj presenetila, so mogli kreirati neke izhodne strategije, ne. Franciji tega ni bilo treba in Didi, Louis de Fini, Žandari Saint-Tropez se je slovel po temu, da nikoli ni imel rezervnega načrta. Ne? In tokrat je to še bolj dodatno potrdil. Tako hecno je izgledalo, ko je zamenil Olizeja, je bilo konec. Ko bi rekel, francoska igra je bila šam del Olizej. Konec je bilo Francija v istem trenutku. Pokvaril se mu je avtopilot. Tako, pokvaril se mu je avtopilot, ja, res je. Pilota pa ni bilo v letalu. Ko si prej omenjal, Jože, pa še ne poznamo selektorskih veščin Zinedina Zidana pred 20 leti v Nemčiji, ampak mogoče takrat z nizkim rezultatom se je Francija prebijala naprej vse do finala. Morda pa je to selektorsko reprezentančno znanje, ki ga bo še izboljšal Francije, kako dominirati, imeti žogo, ne napadati nujno samo tekmečevi vrat. Po tistem njegovem zaključnem svetovnem prvenstvu v vlogi igralca bi morda lahko to bilo za Francijo, za navijače ne najbolj vidno in uspešno, ampak lahko pa bi bilo rezultatsko uspešno, ni pa seveda še dokazan Zinedine Zidane. Samo še to v prvem polčasu, tekma za 3. mesto, Francija-Anglija se na prvi pogled zdi kot najbolj odvečna tekma v zgodovini obeh reprezentanc. V vsakem primeru, kdorkoli bi zmagal, izpadel v polfinalu, se mi je takoj zdelo, da bo šlo za dvoboj dveh razočaranih reprezentanc, velikih razočaranih reprezentanc, ki absolutno več nočeta biti v Severni Ameriki. Ja, bolj tekma ne bodi ga treba, ne. Sploh za te zvezdnike, ki si želijo čim prej na dopust, sploh za Angleže si najbrž mislim, ker tam je pa javnost neizprosna, ampak ja, pač takšno so pravila, treba bo igrati in ne nazadnje si lahko Mbappé pa precej popravi statistiko na svetovnih prvenstvih, kar je tudi nekaj, ne. Sej čez nekaj let, ko bo uštrit z Mesijem ali pa ga bo prehitel, nihče ne bo spraševal proti komu je zabijal, ali tekmi za 3. mesto ali pa v skupinskem delu, tako da ja, tudi nekaj šteje. Ampak verjetno bo moral prepričati še svoje soigralce z tako velike reprezentance, niso to Turčija, Maroko, Hrvaška in še katere druge reprezentance, ki so željno igrale za bronasto kolajno. Kazenska kolonija za oholost. In to bo, bi rekel, vaj iz ponižnosti, pa za te dve reprezentanci nekako ne gresta, ne? Stay humble. Drugi polčas. Boštjan, zdaj, ko sta do konca še 2 tekmi tega mundiala, je na mestu verjetno tudi širše vprašanje, tudi zato smo te povabili o širšem kontekstu, ne le tega, ampak nasploh svetovnih nogometnih prvenstev, dolgo spremljaš nogomet in ker vemo, da si strokovnjak tudi za geopolitične zadeve, a pretiravamo, ko rečemo, da se svet vendarle vsaj malo ustavi, ko se igra svetovno prvenstvo. Da, pretiravate. Pretiravamo. To dobro. Med tem svetovnim prvenstvom so se vse vojne nadaljevale, tukaj že dolgo ne obstaja nekaj takega kot olimpijski mer, v tem smislu popolnoma nesmiselno razpravljati. Ne. Ampak moram pa reči, da kar najlepša stvar tega prvenstva so mi bile male reprezentance. Ne. Tista, ki si zasluži simbolno 3. mesto, Kapverdski otoki, ki so remizirali z obema finalistoma, to je treba 400-krat poudariti. To se mi zdi nekaj najlepšega, kar se je zgodilo v reprezentančnem nogometu v zadnjih, recimo temu, kar 10 letih. Užival sem ob Haitiju, neskončno lepo mi bilo gledati Demokratično republiko Kongo, še posebej zaradi pač celotne zgodovine in seveda tudi sedanjosti, ki je bila v njihovem kontekstu premalokrat omenjena, kakšna ekipa, kakšna fizika, kako sjajno vodeno in kako malo je zares manjkalo, da bi tudi z poraženci polfinala odigrali še veliko boljši rezultat. Tudi Kurosao lahko omenjamo kot nekaj izrazito simpatičnega, pa še koga drugega. In v smislu neke, kako bi rekel, podnebne pravičnosti, je to prvenstvo bilo čudovito, v smislu kako bi rekel, enakosti, enakih vatlov za vse, je bilo pa grozljivo, je bilo rasistično, je bilo
do v bistvu trumpizirano in je bila v bistvu neka slika zeitgeist današnjega časa. Obravnavanje iranske ekipe, skrajno nesprejemljivo, zgodba somalskega sodnika je, ko bi rekel, zgostitev vsega, kar moramo vedeti tukaj in danes v tem svetu. Še vrsta takih primerov je bilo. Z Argentine se je prijel vzdevek v Argentina, mogoče na trenutke celo nepošteno, zato ker je potem ta Argentina postala v bistvu neke vrste, kako bi rekel, kanta za nabijanje. Vse frustracije tistih, ki verjamemo v underdoge, so potem padle na Argentino. In včerajšnjih zadnjih 30 minut je bila simbolna odrešitev Argentine kot po mojem mnenju večkrat nepravične tarče vseh naših frustracij. In izjemno, to na ta način izjemno zanimivo prvenstvo, ki pa zaradi infantilizacije celotnega globalnega nogometa vodi popolnoma napačno smer. Ideja o 64 reprezentancah se pa zdi že tako, bi rekel, da pa tako rekoč lahko ves čas igramo svetovno prvenstvo. Iz vsega, kar si povedal, iz vseh teh manjših držav, lepih zgodb, je 48 vendarle bilo sprejemljivo, smo lahko nekako to prebavili. Si ti lahko to nekako sprejel? Kako bi rekel, z diagonalnim pa zgoščenim gledanjem pretekmovanja. Mislim, da je treba biti iskren pa reči, da kar en kup tekam, ne glede na to, da sem na dopustu, vsekakor nisem mogel gledati v celoti. Drugače bi bili zdaj v kliniki za nespečnost sami zombiji. Izbira organizatorjev prvenstva me še zanima. Tvoje mnenje o tem, kar počne FIFA v zadnjem desetletju in kar bo še počela v naslednjem desetletju, oziroma kar je že nekako nastavljeno od Rusije, Katarja, zdaj ZDA v največji meri seveda, pa potem prvenstvo na 3 kontinentih, ki se nam obeta čez 4 leta, ki vendarle prinaša mundial tudi v Maroko, ter potem Saudska Arabija. Zdi se to avantgardno, že kar nekaj let. Korporativizem z roko v roki z avtoritarnimi, totalitarnimi sistemi. To bi rekel, gre v smer, v katero gre celoten svet. Moramo videti tukaj še nekaj, se mi zdi, velika usporednica je med državami, ki gostijo svetovno prvenstvo, oziroma ga bodo, pa so ga, in prizorišči podnebnega vrha Združenih narodov, kjer v bistvu prevladujejo naftne pa totalitarne države že kar nekaj časa. Tako nekdo je zelo iskren v tej izbiri. To je zares transparentno v resnici. Ko bi rekel, ko je Donald Trump bil izbran v prvem mandatu, sem napisal komentar z naslovom Iskreni lažnivec. Tako, že dolgo časa se nikomor temu svetu ni več treba pretvarjati. In v bistvu politična korektnost je padla zaradi tega, ker se ni bila sposobna soočiti s to brutalnostjo. In v nogometu se dogajajo zelo podobne reči. Zato so to vrstne zgodbe, kot smo jih prej omenjali, recimo Kapverdski otoki, izjeme, ki potrjujejo pravilo. V bistvu omogočajo čudovitost tudi v absolutni poplavi dreka in zla. Pojdimo od svetovnega prvenstva malce k domačemu nogometu, ker ga vendarle podrobno spremljamo vsi skupaj. Boštjan, vemo, da ste navijač Olimpije od malih nog, jo spremljate. Kje jo vidite zdaj? Vem, težko vprašanje, ampak splošen pogled od zunaj, vsaj v mojem primeru tudi od zunaj, pa pravi, da v glavnem mestu vlada nogometna apatija. Predvidevam, da bomo to sezono 8. Kar je glede na razmero klubu, to pomeni, da preživiš, bi rekel, v ligi, kar se mi zdi na razmero klubu izjemen uspeh. Ta Olimpija je v tem trenutku nižje, kot je bila v zadnjem obdobju pod Izetom Rastoderjem. Ni vodena, nima nobene strukture, nima nobenih resnih vizur prihodnosti, odpušča se igralce in se jih išče nazaj. Mislim, da je Olimpija simbolno umrla potem, ko je izdala svojega zadnjega pravega junaka in človeka tega mesta, Mustafa Nukića. Zgodba Mustafa Nukića je v resnici tudi zgodba te Olimpije. Svinsko ravnanje z zadnjim izmed nas.
Ne? In ko ni več zadnjega izmed nas, tam ni več nikogar. Ne? In v Stožicah ni in ne bo več zares. Razen Green Dragonsov, ki pa v bistvu so sami sebi referenčni, ne? In v bistvu živijo veliko močneje, kot živi klub. V Stožicah letos ne bo nikogar. Zdaj lahko oblastniki živijo povsem po svoje, s skromnim proračunom, z varčevanjem, brez Evrope, brez vizije. Ne vem, kako so prišli do Miša Brečka, da je šel iz zveze k Olimpiji, kakšne so te obljube, praktično brez športni direktor, brez kakšnih izkušenj, prej je bil to scout, menedžer, zdaj pa je klubsko zaposlen človek brez svojega budžeta, ko ga Barišič in Delius se skozi omejujeta in jim denarja za nič. Vprašanje za oba Boštjana, ker vendarle prihajata iz Ljubljane in torej spremljata nogomet tukaj. Kako se je v zadnjih 40 letih spremenil status tega športa v tem mestu, ki se je zelo, zelo spremenilo vendarle? Kako se je nekoč čutil utrip okoli Olimpije in kako se čuti danes? Lahko bi ga razdelili na prvih 10 let in naslednjih 30 let, potem pa to še potem tudi v bolj tiste zmanjšane kategorije. Status nogometa v mestu je bil v skupni državi dober. Na derbijih veliko obiskovalcev, Olimpija je bila mesten, slovenski, republiški klub tudi v svojem času. Potem nekaj prevlade pred mariborsko prevlado na začetku samostojne Slovenije, potem z Jurijem Šolmajerjem nadaljevanje, pa Olimpija do 5. lige, potem že omenjeni Izet Rastoder. Mandarić je imel nekaj nogometnih izkušenj, ampak ni poznal tega mesta. Stadion se je vmes zamenjal, pa potem v nedograjenih Stožicah, sedaj pa samo še tujci, ki so kar nekajkrat že napravili dobro moštvo na nekako železniški postaji, hitro uravnotežili ekipo, ampak sedaj pa videti nobene kakovosti v moštvu. Absolutno se strinjam z Boštjanom. To je težko kaj dodati. Pač ključno je pomanjkanje kontinuitete. Tudi gremo nazaj. Po izpadu iz prve jugoslovanske lige po sezoni 83-84 je sledil nekajletni mrk in potem ta šoletova vrnitev v prvo ligo, Žido Novak, čudovita zgodba, tudi zelo, zelo domača v resnici. Nekaj zelo podobnega se je zgodilo potem, 2-5. Ponovno kola, spet nazaj, 5. liga z starimi fanti, dobesedno potem gradnja nazaj do prve lige, v bistvu zamenjava identitete, neke vrste bypass klubski, in potem spet novo rojstvo pod Mandarićem. V bistvu je ta klub pozabil tudi na svojo zgodovino, oziroma se sramuje, ne vem pa, kaj si želel še dodati. Ja, v bistvu ves čas veš, da zgodba ne bo trajala dolgo. Nekako smo navajeni na to, da ne moramo verjeti, da bo naslednjo sezono to še. Spomnim se res krasnega gostovanja v Helsinkih v konferenčni ligi, in čudovite zmage 2-0, vsi premrzli na tribunah. Pač stari Dragonsi smo šli na tekmo, ogromno nas je bilo tam, pa smo se rekli, a mi sploh vemo, kaj smo zdaj doživeli. V Evropski ligi verjetno se bomo vrstili naprej, v gosteh zmagujemo, tako prvaki smo, to je neverjeten. Mi smo fani do Olimpije, zdaj bi mogli biti, ne vem, v Radomljah, tako pa trepetati. Zmagujemo v konferenčni ligi v gosteh, tako in v tistem trenutku, to je bil bel epok, lepše ne bo nikoli. Imeli smo celo to možnost, da smo, stari ranjenci in v bistvu že nič kolikokrat predani, porušeni antiheroji, doživeli nekaj, kar si nikoli mislili, da bomo lahko. In vse potem je pa vseeno. Podoben trenutek je bil kot 2017 Evropsko prvenstvo v basketu, ko se slovenski kolektivni šport dokončno preobrazi iz luzerjev v zmagovalca. Kar se zgodi potem je v resnici vseeno. Tako vse tiste stare identitete so se združile eno, vse stari porazi, vse bolečine so bile upravičene. To se tudi v Olimpiji zares zgodilo in tudi zaradi tega ne bo nobenega revolta, če bo šlo klub spet v kanal. In je zelo blizu temu, mimogrede. Pa koliko naslovov ima zdaj Olimpija? Kako štejemo? Zeleno-beli 6. Zeleno-beli 6. Tako, ja. Boštjan, 4+2, saj veš. Ja. Boštjan, pred nekaj leti ste za Enotnost napisali, šel sem v zadnjih malce brati te stvari,
pa verjetno to danes še vedno velja, da je Robert Prosinečki največji nogometaš, ki je kadarkoli igral za Olimpijo. Če je Robert Prosinečki največji nogometaš, kdo pa je bil vam morda najljubši v vseh teh desetletjih? Stran od kakovosti in od morda gole statistike. Jaz sem še vedno Augustin Dofo fetiš, zato ker mi pooseblja točno to, o čem ne navijam za Argentino, ampak Augustin Dofo je ta Argentina za sirotinjo. Tako pač pooseblja vse, kar je Argentina dajala na tem prvenstvu in bilo mi ga izjemno gledati. Na drugi strani občudujem njegov antipod, in ki je bil zelo kratek rok trajanja v Olimpiji, zelo rad ima Miho Zajca. In blazno žal mi je za njegov nesrečen konec reprezentančne zgodbe in obenem sem srečen zato, ker se mu dogaja v neverjetno zajebanem klubu, kot je zagrebski Dinamo. Redko, mislim, da je prvi slovenski nogometaš, ki je v tem klubu si pridobil kulten status. Vsi ostali so nekako... Mislim, Gregor Židan zaradi gola proti Zvezdi 3-2 leta 90. Ces je bil kar standarden tudi, ne? Ja, ampak to je nekaj drugega. Ja. To je vse nekaj drugega. Cesi pač je bil klavec, Miha je kreator. To je vendar razlika. Ja, ampak je pa res. Pri Dinamu ne katanec, ne gliha. Tako. Kaj pa iz tistih časov, Hadžijalagić, Topič? Ja, pa Dinko in Dinko, Vrabac. Ja. Ne, seveda, ampak tisti so vendarle bile sentimenti prve jugoslovanske lige in dominacija zaradi te pač stopne v selekciji višje. Preprosto, kdorkoli takrat igral, je bil mogoče vsaj za pol razreda predober Ive Šeparović za slovensko nogometno ligo, Goški Jug, Iberales. Ampak potem so se stvari seveda spremenile. In od doma... Ja, lahko bi rekel tudi Mile Ačimović konc koncev, veš, če gremo nazaj, pa imamo, bi rekel, slovenskega Robija, brez fizike z vsem znanjem. Pa sodobna sta bila, ki si jih že prej omenil, in Židan in Novak, ne? Tako, absolutno, to je bil izumne, mislim, tudi šola to izum, Takrat tudi Jani pa te, ne vem, Sine Komočar, če smo že pri temu, veliki. Malo za šalo. To vprašanje si bom dovolil postaviti. Ali bo Olimpija prvak? Ne, ker konkurenca vendarle ni tako majhna, pa tudi za oba Boštjana, pa Marko, tudi ti lahko si zraven. Kdo je najboljši Štajerec, ki je kadarkoli igral za Olimpijo? Clinton Bosco. A po učinkovitosti je. Ne vem, kdo vam je najbolj ostal v spominu? Mislim, dva sta, se mi zdi, v zadnjem desetletju nekako očitna kandidata, ne? Ampak verjetno, morda je pa še kdo bil prej. Nastja Čeh. Krona, absolutno Krona. Dobro, pa Timi Max, ne? No, ta dva sem mislil, seveda, ta dva sem mislil. Timi Max, si pa kje. Brzo prav zvreme kapetane. Ja. Židan je tudi... Ne, Židan je Ljubljančan. Židan ni bil. Pa obratno. Ja. Čeh je prišel iz Maribora. Rojeni Mariborčan, tudi naš naslednji nedeljski gost. 8 let je živel v Mariboru, mi je povedal, ko je gostoval v našem studiu. Rok Kronaveter pa je bil naš zadnji gost, torej v zadnji epizodi, in je tudi razlagal o tistem obdobju, ko je zapustil Olimpijo in potem odšel v Maribor. Sodnikov dodatek. V sodnikovem dodatku se gremo kviz, pa če smo zadnji del oddaje posvetili našemu, torej domačemu nogometu in tudi Boštjanu priljubljeni Olimpiji, pa začnimo z enim nogometašem, ki je igral za Olimpijo. Torej naštejemo kronološko gledano imena klubov, za katere so igrali nogometaši, in potem ugibamo, kdo je bil ta nogometaš. Perica. Ne, sem tudi njega gledal, to pa sem priznal. Olimpija, Slovan, Olimpija, Gorica, Oldenburg, Primorje, Korotan Prevalje, potem pa Makabi, Jafa in Hapoel Jeruzalem. Jolič. Ne. Rot-Weiss Erfurt in na koncu Livar Ivančna Gorica. Škoda, da nismo video. Ja, res, Boštjan se drži za glavo in razmišlja. 6 nastopov za slovensko reprezentanco. Ja. Nogometaš, ki je igral seveda v 90-ih večinoma. To so vsi njegovi klubi. Vsi njegovi klubi, ja. Tak svetlolas je bil, vse vem. Rot-Weiss Erfurt.
Torej, vzel sem klube z angleške Wikipedije, mislim, da zelo pravilno so razporejeni od leta, torej prva sezona, članska očitno sezona 88-89 pri Olimpiji, potem vmes na Slovanu in povratek v Olimpijo, ter na to Gorica, za katero je tudi odigral največ ligaških tekem. Ne nasprotega. Ne. Sem tudi pomislil. Največ za Gorico? Ja, v Sloveniji odigral. 75 ligaških tekem in 29 golov, kar je v bistvu zelo dober učinek. Za avgusta 1967 rojenega vezista, danes starega 58 let. Ranič je mlajši, ne? Sandi Valentinčič pa ni Ljubljančan. Ne gre za Ljubljančana. Aha, Sandi Valentinčič je... Ne. Sandi Valentinčič je pravilen odgovor. Sandi Valentinčič. Blokiral me na Facebooku, ker me je označil za ukrajinskega... Jaz sem njegov, v bistvu, ki me je označil za ukrajinskega fašista. No, tega spleta okoliščin v našem kvizu še nismo imeli. Zadnjič smo imeli, ko Stuart Fileković se ni mogel spomniti imena svojega soseda, ki je poleg njega kupil parcelo. Aleš Mejač je bil pravi odgovor. Mejač. Ki prihaja z moje police. Aha, super. Dobro, zdaj pa gremo malce na tuje. Klubi Liverpool, Leeds, Manchester City, Liverpool, Cardiff, Blackburn, pa potem North Queensland, Perth, Glory in pa mislim, da je to na Tajskem na koncu Muang Thong United. Ni Nastja Čeh, ne. Ne. Torej, Tudi majcen, ne. En desni bočni Johnson. Ne. Liverpool, Leeds, Manchester City in Liverpool, to je krasno zaporedje klubov za navijače Manchester Uniteda. Potem pa Cardiff, Blackburn, ampak potem je manj nastopal. Lee Boyer. Ne. Ta je bila bliz. Zelo markanten nogometaš, izjemno priljubljen. času? Pri Liverpoolu v 90-ih, potem pa v začetku novega stoletja za vse ostale klube. No, tako je bil pitbull na sredini, no, ko je čika ugašal na glavah ljudi. Barton? Ne, Joey Barton ni igral za Liverpool. Luka Petrič ga ima zelo rad. Kaut? Ne. Mislim, da imam celo njegovo biografijo doma. Možno eno nogometaš, ki bi lahko imel biografijo, ja. Mislim, da so mu Anglija... Mogoče ga še imaš na Facebooku. Pa ga ni blokiral. Danes trener. Bil je pred časom nekje na Bližnjem vzhodu, trenutno mislim, da ne. 26 nastopov za Anglijo, 7 golov, torej angleški nogometaš. Mislim, da so mu Liverpoolovi navijači dali vzdevek God, če se ne motim. Nekak Fowler. Robbie Fowler je pravilen odgovor. The best. Nifas dog. Naslednji nogometaš, enega še imam, potem pa imam še eno drugačno vprašanje. Naslednji nogometaš, samo 3 klubi, ampak za vse je odigral veliko tekem. Standard Liège, Mechelen in Benfica. Prudom. Michel Prudhomme je pravilen odgovor. Tudi najboljši vratar svetovnega prvenstva leta 1900. Sem ga imel v albumu 94. Ja, trajno. Ti si še iz pudinga zbiral. In še eno zanimivo vprašanje, niti ne pretežko. Argentina in Anglija sta torej igrali v polfinalu včeraj. Leta 1900, takole bom razdelil obdobje, leta 1994 Anglije ni bilo na svetovnem prvenstvu, 10 je za Argentino nosil Diego Maradona, leta 2010 pa je 10 za Argentino že nosil Lionel Messi. Zdaj pa je moje vprašanje, kdo so nogometaši, ki so na prvenstvih 98, 2002 in 2006 za obe reprezentanci nosili 10. Ariel Ortega na prvenstvih 98 in 2002. Riquelme? Juan Román Riquelme 2006. Kdo pa so bili? Argentino imamo pokrito, zdaj pa še Anglijo. Kdo so bili? Ne. Angleške 10. Ne. No? Mislim, da ga ni vzel celo na svetovno Ni ga vzel, prvenstvo. 96 je imel 8, ko se spomnim. Ja. Barnes? Ne.
Čakaj, 98 zdaj. 98, 2002 in 2006, angleške desetice, 2 nogometaša sta. En jo je nosil na 2 prvenstvih zapored. Andy Cole. Ne, Gascoigne. ne, je že povedal. Pa ni. McManaman. Tudi ne? Sheringham. Teddy Sheringham v Franciji 98, kdo pa potem v Južni Koreji oziroma Nemčiji? Rooney. Ne. Stan Collymore? Ne, to je full fail. Grozljiv fail, sramotno. Čakaj, to je bila pa tam Beckham 1-0 v Saitami. Sta generacija, beli dresi s črto na desni. Kdo pa je bil, kaj je tam zraven? Skozi pa Gerard ne bosta. Lampard. Ne. Tudi ne. Zdaj smo že celo srednjo vrsto. Pa ne more kar en 10 nositi, ajmo. To mora biti. Ajde sem. Lahko Kindaš, ne more. Je Anglež. Igral je za velike klube. In se tudi bolj kot z kolektivnimi, morda ovenčal z individualnimi priznanji. Ampak to je zdaj tako na prvo žogo, kar se jaz najprej spomnim o njem. Heskey. Ne. Sta pa verjetno igrala skupaj v napadu za Anglijo. Igrajo za res velike Mikey Owen. Michael Owen. To je pa tako obvious, da smo zajebali s prve. Ja, pa dobro. Michael Owen je pravilni odgovor. Luka Kričev že Imam še ja. No, Marko, izvoli. Kategorija precej težko. Danes sem star 54 let, igral sem za Sporting, Deportivo La Coruña, Coventry City, Aston Villa, Espanyol, Emirates Club, Saarbrücken in Fola Esch. Kariero pa sem začel v Nancyju v Franciji. Ta pa ima avtističen. Ja, ta Deportivo in Espanyol. Za svojo reprezentanco, ki vam je še ne izdam, sem na 63 tekmah zabil 12 golov. Jaz imam enega nogometaša, res norega v glavi. Ajde. Nureddin Najbet. Država je pravilna. Torej Maročan. Vsa čast. Nureddin Najbet je, mislim, da z največ nastopi v zgodovini Maroka. Aha, ok. Če se ne motim. Hadži? Ja, Mustafa Hadži. Zelo sramežljivo se loti tega. Pa dej, odpri se boš. Še imam enega še lahko dajmo. Dajmo. Kviza ni nikoli preveč. Danes sem star 60 let. To je res, danes je res podcast za tiste, ki so v 90-ih že gledali fuzbal. Ja, boomers. Tako da generacija Z ne bo poslušala. Za reprezentanco sem igral 37 tekem in dosegel 11 golov. Moj prvi klub je Newell's Old Boys, moj zadnji pa Boca Juniors. Vmes sem se potikal po Italiji. Koliko reprezentančnih? 37-11. To je bilo malo. Newell's Old Boys, Boca. A je Claudio Caniggia? Dober poskus, ampak ni. Sta bila pa zanesljivo soigralca. Igral sem še zelo blizu Slovenije. Največ nastopov pa sem zbral v Večnem mestu. A je Veron? Abel Balbo? Bravo. To je lepa, odlično. to je pa vrhunec. Hotel sem da, če Ibrahima Afelaja, sam ne paša to družbo. Tako lepo si zadev, tako da zaključim. Bravo, Odlično. majstre. Tako, Boštjan Videmšek, hvala za Hvala vam tvoj za čas. povabilo. Ja, in še kdaj se priporočamo. Veliko veselje. Boštjan, Marko, tudi vama hvala. Podcast Žoga je okrogla, najdete pri vašem priljubljenem ponudniku podcastov na spletni strani Vala 202 ter v aplikaciji oziroma portalu RTV 365. Samo še ena mundialska epizoda podcasta nas čaka v ponedeljek dopoldan po finalu svetovnega prvenstva. Jo bomo torej posneli. Lep pozdrav, se slišimo. Da ga zdaj blokiri z Facebooka.